Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni iz studia 136. Gledali boste Vesti na vesti in v njih tisto, kar se nam zdi pomembno. Za pobudnike poimenovanja štajerske vpadnice v Ljubljano je maj Titov mesec. 25. maja bodo namreč potrdili predlog poimenovanja, čemur pa podmladek Nove Slovenije nasprotuje. Generalni sekretar podmladka Jernej Vrtovec je prepričan, da Titove ulice ne bo. Ti njim se pa da, ne? In če mene vprašate, Titove ulice v Ljubljani ne bo, zaradi tega, ker so premočni argumenti, ki govorijo, da Titova ulica v Ljubljano ne spada. In ukolikor ne bi verjeli v to, da Titove ulice dejansko ne bo, ne bi se tako angažirali in ne bi imeli toliko prepoznavne akcije na to temo. Kaj pa, če vseeno bo, kaj pa potem? Boste vrgli puško v koruzo? Ne, v nedogled si bomo prizadevali, da Titove ulice v Ljubljani ne bo. Sicer pa mladi krščanski socialisti Slovenije pozdravljajo poimenovanje ceste v Ljubljani po Josipu Brozu Titu. Kot pravijo, je to poimenovanje potrebno, da se poklonimo tej veliki zgodovinski osebnosti. Kot zagotavljajo, imajo tak pogled na to zgodovinsko osebnost, predvsem zato, ker s Titom niso imeli neposrednih izkušenj. Če so pa mladi. Smo ravno tista neobremenjena generacija, ki se Tita spominja samo iz slik, torej Tito na lovu, Tito s psom in tako naprej, po pripovedovanju naših staršev. In ravno v tem vidimo tisto ključno prednost, da lahko bolj neobremenjeno odpiramo razpravo o njemu, njegovi zgodovinski vlogi in predvsem, da imamo možnost večplastnega pogleda, ki ni zaznamovan z nekimi lastnimi izkušnjami. Pa vendarle te spomini, če bi vam prikazali druge, zločine, diktatorstvo, marsikaj, kar je počel Josip Broz Tito, bi si ga vseeno lahko predstavljali malce drugače, kot pa samo to, kot zdaj vidimo v pozitivnem smislu? Menimo, da v zadnjem času je bilo veliko prikazovanja tudi te esenčne plati njegove osebnosti in da smo si lahko ustvarili nek večplasten pogled nanj, ampak še vedno naše mnenje o njem ostaja izključno in izrazito pozitivno. Ziher ga je ta mala fasela, tako na dan mladosti na enem študentskem žuru, pod sliko tako Tita čuval. Krščanske socialistke niso take, sem probal, ne grem. Pred stavbo Ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani so pred prvo sejo Komisije za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji se zbrali možje v črnem. That's the man. In z mirnim shodom so dimnikarji vlado opozorili, da naj končno začne reševati splošne zadeve v zvezi z dimnikarsko službo. Ja, minister nam je obljubil na prejšnjih pogovorih, ko smo jih vodili z njim, da bi nekje v maju, to je obljubil zdaj danes izpolnil, da je to danes je 4. maj, celo lahko podajem, da je danes Florjanovo, ki je zaščitni patron nas dimnikarjev in gasilcev, zato smo tudi danes to naredili, malo povezano, ker včasih smo se veselili tega praznika, danes je žalostnih, vse za nas večino v Sloveniji. Pričakujemo ministra, da bo danes nekje ena skupina ljudi se formirala, katera bo sposobna izpeljati določene preglede na terenu dejansko, ker mi opažamo, da papir vse prenese. Jaz lahko pošljem ministru ene papirčke, pa mu zagotovim, da sem to delal pravo, korektno, vse, si izmislim številke, teren pa pokaže popolnoma drugo sliko. Jaz moram zastopiti, da nekdo ne izvede kontrole, če dobi podatek, da dimnikar pride na trdo gorivo, da ga sploh ni bilo, ali da piše mogoče samo enkrat v kurilni sezoni. Kljub temu, da je uredba predvideva 3 čiščenja v sezoni. In evo ga, tudi dimnikarji so doživeli svojih 5 minut slave, za tole izjavo pa so ravno kar porabili minuto in 30 sekund. Zunaj parlamentarna stranka Nova Slovenija je kot prva med strankami na Državno volilno komisijo vložila kandidatno listo za evropske volitve, podprto s podpisi 5304 volivcev. Nosilec liste Lojze Peterle je za Vest povedal, katere teme bo odpiral, če bo ponovno izvoljen v Evropski parlament. Evropskih tem ni brez domačih tem, brez tega ne gre in bi bilo tudi narobe. Mi v Bruslju nismo zato, ker nam je ta kraj všeč, ampak ker želimo tam zastopati Slovenijo, njene interese, jo promovirati. Danes naše prihodnosti ni brez Evropske zveze in ta vprašanja so širša vprašanja in marsikaj se bo dogajalo tudi v Bruslju, kar zadeva rešitev. A si videla to simboliko, znak enosmerna cesta, Peterle, njegova predsednica stranke, v parlamentu niso, hočejo v Evropski parlament, to je edina šansa, se udejstvujejo in on prečka enosmerno cesto.
Kdo je to posnel? Sarkič? Ja. Dober. Ob robu seje sveta SDS je nosilec liste za volitve v Evropski parlament Milan Zver povedal, zakaj moramo na prihajajočih volitvah voliti ravno njegovo listo. Naša lista je konkurenčna, ima izkušene politike, tudi na evropskih prvenstvih je ta ekipa že igrala, ima dober program, članstvo v najmočnejši poslanski skupini v Evropskem parlamentu je svojevrsten privilegij in prednost, zato ker si zraven tistih, ki imajo odločilen vpliv. Poleg tega lahko obljubim, da bomo vsi skupaj in vsak od naše liste bi lahko bil poslanec, delali predano in upravljali predano to svojo nalogo. Zveza študentskih klubov Slovenije to sredo organizira že 12. Škisovo tržnico. Kot je zavest povedal vodja prireditve Andrej Krištinc, tudi tokrat na tržnici zabave ne bo primanjkovalo. Torej bo tudi kaj vsebine? Bo kak Adi Smolar prišel s svojimi poučnimi? Bog ne daj, da bi zmanjkalo piva, Bog ne daj. Hip-hop plesak do folklore, etnoloških posebnosti se predstavljajo, tako da zelo raznoliko, široko in tudi globoko. Kakšna je resnica o oddaji Vroči stol? Komentar dneva Boris Vezjak, član programskega sveta RTV Slovenija, zavest naravnost tuja. Ko se povprečen državljan vozi ali giblje po Sloveniji, lahko presenečeno ugotavlja, da javna RTV hiša prepoveduje svoje oddaje. No, to se je preteklo nedeljo med družinskim izgledom zgodilo tudi meni, pravi gospod Boris. Zato sem se odločil, da kot član programskega sveta RTV Slovenija vodilne vprašam, kako si razlagajo vsebino jumbo plakatov, na katerih neka komercialka oglašuje po novem njeno oddajo Vroči stol z udarnim sloganom oddaja, ki so jo prepovedali. In res. Prijel sem javni odgovor odgovornega urednika informativnega programa na TV Slovenija, gospoda Rajka Geriča, glede prepovedi te oddaje. A žal selektiven, ker se je odzval le na eno izmed 3 zastavljenih vprašanj, pri čemer sem s podvprašanji postavil še nekaj dodatnih. Zaradi tega je javnost skupaj z mano ostala prikrajšana za nekatera bistvena pojasnila, saj so tudi mnogi mediji v svojem poročanju sledili tej zožitvi vsebitvene razprave. Naj naštejem nekaj pojasnil, ki so umanjkala. A. Ocena glede nižanja ugleda RTV hiše zaradi reklamiranja nekoč njene oddaje kot prepovedane po jumbo plakatih in na druge načine širom po Sloveniji. B. Morebitna ne le moralna, ampak tudi poslovna škoda, ki je bila seveda s tem povzročena. C. Morebitna kršitev oziroma zaščita avtorskih pravic. D. Morebitni ukrepi proti komercialni televiziji. Davkoplačevalci, državljanke in državljani, ki plačujemo RTV prispevek, lahko zdaj le ugibamo, zakaj RTV hiša mirno opazuje, kako se na drugi televiziji norčujejo iz javnega zavoda, licitirajo njene prepovedane oddaje in na njih gradijo svojo gledanost oziroma skrbijo za lastno promocijo na hrbtu njene domnevne prepovedi. Za nameček nismo deležni niti ustreznih razlag, ki bi jih morali biti, tem bolj, če drži, da oddaja Vroči stol ni bila nasilno umaknjena. S tem je, na primer, podana dobra osnova za kazenski pregon. Edino vprašanje, na katerega urednik odgovarja, je tisto, v katerem sprašujem, ali ukinitev oddaje ne jemlje verodostojnosti Geričevim besedam, ki je zatrdil, da se Vroči stol ne ukinja. Čisto razumem, da gospod Gerič brani verodostojnost gospoda Geriča, vendar bi v duhu verodostojnosti bilo, da ga brani nekdo drug. Če bi ob tem zmogel še brez šikan o nekakšnih političnih komplotih, bi kredibilnost bila še večja. Dr. Boris Vezjak, član programskega sveta RTV Slovenija. Slovenija, 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 kulturac. Tokrat predstavljamo ameriškega reperja Scotta Linkinsa oziroma Spinza, ki živi v Sloveniji že kakih 5 let.
V tem času je kot izvajalec in producent sodeloval in še sodeluje s številnimi priznanimi glasbeniki z našega in ex-ju področja. Lelu Žame, DJ Umek, Edo Majka, Frankie in številni drugi. Samostojno pa je izdal 2 albuma. The Roads Less Traveled leta 2005, februarja letos pa je izšel album Life, Love and the Low End. Pass me the dro, snatch a beat, let it go. Pass me the mic, Zep, gotta let them all know. Flows from the soul, past the heart, through the blood. Flows they all know, 1 year before the album's done. It's good, you know, anybody that needs beats can come to me, you know. I don't charge for my beats because it's okay, you know. This is your contribution to the world of music. To the music, you know, it's okay. Še vreme? Vreme je fajn. Irena je začela v Kikliko to službo. Iz ljubljanskega studija 136. To so bile Vesti na vesti. Pa.